En prav lep pozdrav, dragi gledalci našega portala Desni mikrofon in pa tudi vsi bralci portala eMaribor, kjer vse tisto, kar tukaj posnamemo na portalu eMaribor, tudi povedo. Sicer pa ob sebi pozdravljam gospoda Franca Slavinca. On je zagnani in pridni upokojenec, je tudi predsednik upokojencev Zgornje Podravske regije, pa še marsikaj drugega, med drugim pa tudi evidentirani kandidat za poslanca v Državnem zboru pri Slovenski demokratski stranki. In prav lepo pozdravljam Franca Slavinca. Franc, lep pozdrav. Ja, hvala, enako. Tudi lep pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Kako se počutite? V redu? V redu se počutim delno, ne glede na, bi rekel, zdaj na te razne bolezni, ki so take, ko jih vsi dobimo, ampak zdaj je že boljše. Ja. Super. Zdaj morate imeti moč, ker zdaj se bo začela počasi že volilna kampanja in moram reči, da vi sploh niste v penziji, vi ste aktivni, ste predsednik ne vem česa, vse, zdaj pa še kandidat, ampak bova o tem malce kasneje. Najprej mi povejte, kako ocenjujete položaj upokojencev v Sloveniji, glede na to, da so upokojenci tista najbolj ranljiva skupina. Če to povzamem na splošno, bi rekel, da je položaj upokojencev slab. Sploh bi rekel za večino upokojencev, kajti premale so pokojnine, bi rekel, že za osnovno preživetje pri večini upokojencev, ki jih ne dosežejo niti povprečne pokojnine. Tako da položaj upokojencev je slab tudi ne mislim zdaj samo pokojnin. Jaz mislim, ne samo tale gmotni položaj, problem so tudi bivanjski, se pravi bivanjske razmere, da ne govorim zdravstveno varstvo, posebej poglavje dolgotrajna oskrba. Tu so zdaj glavni problemi, ki seveda terajo nas večino upokojencev in za katere seveda se je treba na vsak način prizadevati, da se v prihodnje izboljšajo. So pokojnine nizke? No, glede na dogajanja, ki jih imamo, da se sicer je zdaj dvignila minimalna plača na 1000 evrov neto, to bi po mnenju ne samo mojem, tudi nekaterih somišljenikov, mogla biti minimalna pokojnina 1000 evrov, to je minimum. To je že pred parimi leti obljubljal Karel Erjavec, pa je od tistega prišlo bolj malo. Nič, gospod Karel Erjavec je takrat prenavedel v kasnejših izjavah, ko so ga spraševali novinarji in drugi, za tisti stavek, da ni bil tako, da je bil narobe mišljen in vemo, kako to je. Ponavadi so to izgovori politikov. To na tak način, sploh pa njega. Kje vidite vi največjo krivico pri pokojninskem odmerku za to, kar v bistvu upokojenci dobijo? Je tista odmera pravična ali krivična? To je že kar zadeva, ki ima, bo rekel, kar precej dolgo brado. Prvi, ki je oškodoval od resornih ministrov, je bil gospod Anton Rop. On je bil takrat pristojen tudi za ta resor in takrat so se te pokojnine začele seveda razvrednotiti. Moram reči, da tudi vsi upokojenci, ki so zdaj v tem obdobju bili upokojeni od 1. 1. 2013 naprej, v določenem obdobju, nekaj let, so bili oškodovani, kajti namreč odmerni odstotek je bil izjemno nizek. Seveda zdaj se je z sedanjo pokojninsko reformo odmerni odstotek nekoliko popravil, ampak tu je zdaj seveda še več drugih zadev, ki so vprašljive, ker se je absolutno povečala doba za izračun odmernega odstotka, dejansko na 35 let, skoraj na celo delovno dobo. Da pa ne govorim glede usklajevanja pokojnine, to pa je poglavje za sebe, o tem lahko tudi kaj več povem na nadaljevanju. Ja, zagotovo. Vsekakor pa je zelo malo
tudi v parlamentu ljudi, ki se v bistvu zavzemajo za pokojnine, ki se zavzemajo za starejše. Pa ne glede na to, tudi Desus ni bil ravno stranka, ko se je ne vem kako zelo zavzemal za pokojnine. No, če rečem, Desus se je bolj zavzemal, tisti poslanci, ki so bili v zadnjem mandatu, ko še sploh seveda Desus bil v parlamentu, so se bolj zavzemali, bi rekel, skoraj Za svoje stolčke. osebne interese, za osebne interese, tako kot ste rekli. Načeloma so oni govorili, kako bojo to in ono, ampak od tega ni bilo seveda nič. Tako da bi rekel, sedanja sestava, se pravi Državnega zbora, pa je spet tako, da imamo tukaj posamezne, vsaj upam reči za stranko SDS in za Novo Slovenijo delno, ki seveda vidi bolj pravično, kako bi naj družba delovala v vseh njenih segmentih, ne samo v enem delu, in seveda, ampak glede na to, da je v opoziciji, seveda ne more doseči svojih ciljev. Prav gotovo. Sicer pa vi se kot predsednik Zgornje Podravske regije, predsednik upokojencev, soočate z veliko problemi. Kateri so tisti problemi, kateri vam upokojenci najbolj zaupajo, da to ni pravično, oziroma kako rešujete te probleme? No, da najprej povem, Zgornja Podravska pokrajinska zveza, Društvo upokojencev Maribor, je druga največja pokrajina v Sloveniji od 14 po številu članov. Nekoliko več članov od nas ima Gorenjska. Koliko jih imate pod seboj? Združujemo 63 društev upokojencev, nekoliko več društev od nas ima sicer, mislim, da 10, celjska regija, ampak ima pa manj skupno število članov. Daleč največje društvo v naši regiji je Društvo upokojencev Maribor Tabor, ki ima preko 2000 članov. Naneslo je ravno sedaj, od 1.2., to je skoraj včeraj, na to, da tudi zdaj moram tam po spletu naključiti še opravljati funkcijo predsednika do naslednjega zbora članov, ki bo nekje meseca aprilu, ampak kar se pa tiče glavnih poudarkov, ki jih mi damo, ko sem že prej malo pomenil, je to gmotni položaj, to so pokojnine. Tukaj smo, kar se tiče pokojnin, seveda smo mi si zelo prizadevali za pravičnejše usklajevanje pokojnin, ker prej je bilo v razmerju 60-40, z novo reformo je 50-50 in še to smo mi z vrsto naših predlogov in prizadevanj komaj uspeli, kajti vemo, pokojnine se usklajujejo enkrat po, čisto enostavno povem, po stopnji inflacije letne, enkrat pa po rasti bruto plač za preteklo leto. Prav tako smo si prizadevali, kar se tiče za tale zimski dodatek ali božičnica, kot nekateri pravijo, s tem, da smo zelo razočarani, da je ta zimski dodatek res simboličen, teh 150 evrov. Sicer pol je minister nekako to popravil, da bo do leta 2030 se vsako leto dvigoval v nominalnem znesku po 20 evrov. Ampak takrat ne bodo več oni na oblasti. Ja, to sigurno. Zdaj je pač to v zakonu tako napisano, vemo pa, da lahko zakon z določenimi amandmaji in drugimi spremembami spremenite. Jaz upam, da bo se to zgodilo. Tako da, poleg tega smo pa skrajno, bi rekel, prizadeti in ogorčeni, ampak tu še nismo rekli zadnje, glede tega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ko plačujemo vsak mesec 1%. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Oprostite, da vas prekinjam. Se pravi, ta prispevek plačujejo vsi. Se pravi, od mladih do starih, ampak zakaj upokojenci? Pokojnina ni neka zadeva, ampak to je v bistvu nagrada za minulo delo. Zakaj, kako to, da se od te nagrade, če se lahko tako izrazim, plačuje sedaj ta davek za dolgotrajno oskrbo? Jaz, pa tudi večina in tudi kolegi v naši stranki SDS smo mnenja, da je pokojnina nedotakljiva. In že taka dikcija, kot je sedaj, rečeno je, oziroma to se že tudi v praksi izvaja, 1% se plačuje od bruto plače, pa 1% plačujejo delodajalci. Da je še večjo, mislim, bi rekel, nekako nesorazmerje,
tisti, ki so samostojni podjetniki, samozaposleni, plačajo dejansko 2%. 2%, Ja. ja. In seveda, ker pa pokojnina ni v bruto znesku, ampak v neto, je to že dikcija, ki je popolnoma narobe. In jaz mislim, da glede na to, da smo si mi v minulem delovnem obdobju, ko smo bili delovno aktivni, seveda z vsemi prispevki, ki smo jih plačevali, že dejansko poravnali, če tako rečem, pod narekovaji, to oskrbo, ki imamo danes, ki je izjemno vprašljiva. Mi imamo vrsto pripomb, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, Vrsto vprašanj, vrsto vprašanj, še vedno zaradi nedelujočega informacijskega sistema in drugih krivic, ki se dogajajo tudi potem pri presoji glede na pravice, ki vam pripadajo. Tako da jaz vam povem, ta zadeva, jaz upam, da bo SDS lahko v tem mandatu tisti, ki bo sestavil vlado, ki bo tudi imel mandatarja, in vem, da je tudi predsednik naš stranke že javno tudi seveda povedal, da bo to najprej ukinil tale 1%, kar se tiče prispevka za dolgotrajno oskrbo. Lahko bi še kako besedo rekli tudi o to, kaj so zdaj glavni problemi upokojencev, na primer okoli obveznega zdravstvenega prispevka. Ta zdravstveni prispevek je zdaj 37 evrov nekaj centov, s tem, da je zdaj nekaj malih olajšav za vojne veterane, ki imajo status, ne plačujejo, in tisti, ki dobivajo socialne nadomestila, ampak socialno podporo. Pa imamo še okoli 3000 borcev. Ja, to, da ne govorim, ki tudi je to nerazumno, glede na to, koliko je minilo druge svetovne vojne. To je pa sploh posebej, pa tam so drugi še privilegiji, ne samo takšni. No, in moram reči, da kar se tiče tega, je tudi predvideno, verjetno tako hitro po volitvah, da se bo seveda ta znesek dvignil vsaj za stopnjo letne inflacije za leto 2025. Glede na to, kakšne so pa čakalne dobe in kaj vse je treba, mislim, na kak način se morajo danes sploh upokojenci znajti, ker so drugače obravnavani na vseh nivojih v zdravstvu, v večini primerov, kot pa mlajši bolniki, kar je tudi nekje malo razumljivo, v glavnem pa ne. Pa seveda jaz mislim, da bi tudi na daljši rok, sicer to mislim, da takoj se ne bi dalo narediti, nekako bi trebalo to pravičnejše razporediti, ne pa kar vsi plačujemo v istem znesku. Zagotovo pa Slovenija spada med, bom rekel, starajoče se prebivalstvo, kar je problem, kar je sploh problem. Povejte mi, kakšno ima Maribor strategijo za starajoče se prebivalstvo? Ja, Maribor ima, moram reči, strategijo, ki jo je pripravil, se pravi Svet za starejše pri Mestni občini Maribor kot posvetovalno telo župana. Deluje zdaj nekako eno dobro leto že v drugem mandatu. Tu so ene take, bi rekel, smernice delovanja, ki so nam že odprej znane, ki smo jih tudi mi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in Zgornjepodravski pokrajinski zvezi tudi vse skozi spodbujali. To je tale Prostofer, to so ti brezplačni prevozi, potem tale naš majster, ki zdaj lahko vozi tudi znotraj UKC Maribor, potem seveda, da ne govorim o drugih bolj prijaznih, kar se tiče, bi rekel, tega urbanega pohištva, klopi urejene po parkih pa po drugih polkah, potem prizadevanje za čim manj ovirane pločnike in tako naprej. Glavnem tudi glede seveda javnega mestnega potniškega prometa. Tukaj je sicer zdaj tako, da imamo upokojenci brezplačni javni mestni potniški promet, tako kot v Ljubljani in tudi medkrajevni in tudi železniški. Seveda je pa to spet stvar pogajanj vsako leto na novo. Tako da to je vse tako, da ne veš, kako dolgo bo kaj trajalo. Je pa zelo seveda gospa Bratušek pred leti, ko je prvič bilo to uvedeno, računala na ene druge, seveda še rezultate, ki pa mislim, da pri teh volitvah ne bojo odigrali svoj vlogo. Dobro, takrat je bilo to, če se prav spomnim, je bilo to tudi pred volitvami nekakšen bombonček,
Dobro, ta bombonček se je obdržal in upokojenci imate Ja. brezplačne prevoze, ampak nekaj me pa glede tega vseeno zanima, sedaj je Arsenovič na novo naredil te, bom rekel, avtobusna postajališča, na novo pretvoril vse te zadeve. Veliko Tezenčanov, predvsem upokojencev, predvsem starejših, se pritožuje, ker avtobus ne vozi več do UKC-ja oziroma mimo UKC-ja, ampak pelje mimo, torej ima postajo pri Evroparku. Ste kaj župana na to opozarjali, kakšna je sploh rešitev, ker tisti, ki hodi v UKC, verjetno ni ravno zdrav. Dobro vprašanje. Ravno to, kaj ste vprašali, smo mi seveda v mestnem svetu posebej izpostavili. Moram se tu zahvaliti naši kolegici Ljubi Jančič, ki je bila tu zelo eksaktna z konkretnimi vprašanji in primeri, ki jih je tudi navedla. Seveda, to je nerazumno dejansko, da smo dejansko prišli na nižji standard, kot smo ga že imeli, ne? Pa da ne govorim tudi o frekvencah, seveda, avtobusov, se pravi odhodov in prihodov s posameznih postaj, čeravno Maribor letno toliko in toliko vlaga v nakup novih avtobusov, zdaj po novem v glavnem v električne avtobuse, ampak dejansko ni tu problem samo Tezna, tu so problemi v glavnem, ampak izstopa pa Tezno, to moram reči. Problem je Pa tudi na Teznem je tudi največ Ja, prebivalcev. to absolutno, to je tudi najbolj desni breg, je tam seveda najbolj poseljen, tudi največ prebivalcev. Problem je tudi Breže-Dragoše, Zrkovci, potem so tudi še tukaj druge zadeve, tudi da ne govorim, tale avtobus, ki vozi na Gaj, vozi dvakrat dnevno, ker če bi imel mogoče kako vožnjo več, bi imel tudi več potnikov, tako da to je pač posledica tega, takšno stanje, kot je. Tako da jaz mislim, da kar se tiče javnega potniškega prometa, še bomo tu mi kar rabili nekaj tudi primerov dobre prakse, morda iz Slovenije, kaj še več pa iz tujine. Mogoče bo meseca novembra, Ja, ko se menja oblast, kaj več sreče pri tem, ampak pri tem v bistvu župan vztraja. Enostavno se ga ne da premakniti. župan ima poseben način dela, tudi bi rekel, na način, kako je zdaj prišel do 13. mestnega svetnika, kar sem jaz osebno razočaran, ker je to bil prej naš svetnik, ne. Potem je bil kao neodvisen, zdaj je pač tam, kot je. Župan ima tole, bi rekel, eno tako sprego, če ravno on trdi, da ni nobene koalicije s Svobodo, ne, ki dobro deluje. Tam sta mogoče dva, trije, ki seveda razmišljajo s svojo glavo in ne glasujejo tako, kot pač včasih kdo tam zamisli. V glavnem, opozicija je trenutno v mestnem svetu od nas 45 preslaba, da bi lahko, nam pa vseeno uspe Zagotovo, ja. kakšne zadeve rešiti tudi tako, kot bi mi želeli. Da se malo, greva naprej midva malo na državno politiko. Veliko je bilo govora vlade, kako skrbi za starejše, kako skrbi za starejše generacije. Povejte, kakšno je vaše mnenje, kako je vlada poskrbela za starejše generacije? Vlada je tako poskrbela, da seveda ona dosti govori o tem, ker je to všečno povedati drugim. Pa to so potencialni volivci. Točno tako, ker je ne samo našim, tudi tujcem, ko pridejo, ne, Ja. in je to razlaga, sploh skozi poudarja to pokojninsko reformo, pa seveda, da ne govorim tale izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi. Tukaj vseskozi opozarjamo na niz seveda problemov in pomanjkljivosti, ki pa seveda nekako pri njih so slišane, niso pa pol uresničene, ne. Ja, so bili prisotni, so slišali, kaj bojo pa naredili, je pa druga stvar, ampak enostavno stvari se ne premikajo tako, kot bi želeli, pa bi se lahko. Zagotovo. Se strinjate z protesti, ki jih organizira Pavel Rupar? To so v bistvu protesti za, bom rekel, boljše življenje upokojencev. Absolutno.
to so po mojem protesti, ki so potrebni, ker imamo tako proteste eni drugi skupin v Ljubljani, to poznamo, kolesarji in drugi, in tako da jaz mislim, da tudi te teze, ki jih zagovarja gospod Rupar z njegovo ekipo in s protestniki, so povsem na mestu. Ampak posluša ga nihče. Prosim? Ampak posluša ga nihče na vladi. Ja, jaz mislim, to je, kaj ste vi rekli, ga ne poslušajo in mislim, da čakajo nekako, da se bo ljudi tega naveličali, efekta pa ni nobenega. V glavnem so pa zadeve argumentirane, to z Gostovolico lahko trdim. Gospod Rupar se tudi pri nam na ZDUS-u oglasil na pogovore na te pereče probleme, še zlasti, kaj se tiče seveda pokojninske reforme, dolgotrajne oskrbe in tako da mi na ZDUS-u, čeravno smo mi civilna družba, ena največja v Sloveniji, nikomu ne zapiramo vrat in seveda se že pogovarjamo. Zagotovo. Kako pa je z stanovanjsko politiko v bistvu v Mariboru in na splošno? To vam lahko verjetno povem, da pri nas, pri naši Zgornjepodravski pokojninski zvezi, mi vodimo komisijo, stanovanjsko komisijo nepremičninskega pokojninskega invalidskega zavarovanja za mestno občino Maribor in zraven še po spletu na ključi še za občino Hoče - Slivnica. Tale fond je preko 200 stanovanjskih enot in mi imamo zdaj v tem trenutku na prednostni listi vsaj 60 primerov, najmanj 60 primerov v tem trenutku, letno pa se dodeli nekje povprečju 10 do 13-15 stanovanj. Seveda, ampak to na način, da se eno stanovanje normalno sprazni, potem se te zadeve primerno uredijo za drugega najemnika, ampak problem pa je v tem, da je bistvo teh stanovanj bistveno premalo, drugič, da ne govorim, kakšen stanovanjski fond je to so vse starejša stanovanja, da je večina sploh nima dvigal, kar je bistvenega pomena. Bistvenega pomena so danes, vi ste lahko zdravi, ko boste, pa ne razmišljate, potem, ko pa ste po penziji, pa se vam nekaj dogodi, pa potem brez tega ne morete. Tako da to je, nekaj je sicer bilo zgrajenih teh varovanih, poskrbovanih stanovanj, ampak ta zadeva je samo, bi rekel, zaenkrat za upokojence z višjimi pokojninami. To se eden upokojenec za povprečno pokojnino, pa si upam trditi, tudi če imajo 1200 ali pa več, ne more privoščiti. Zagotovo ne, stroški so veliki. Takole, če bi midva za zaključek povedala še nekaj zadev o vas, kako bi si vi prizadevali za upokojence, če bi bili izvoljeni za poslanca Državnega zbora? Verjamem, da bi skozi poznavanje te problematike, ki jo imam na tej funkciji, pa še prej, ko sem kar nekaj mandatov vodil Društvo upokojencev Maribor Tabor, pa zdaj trenutno spet, vam povem, zelo dobro poznam srž problemov. V glavnem, jaz, kolikor poznam sedanjo garnituro naših poslancev v SDS-a v Državnem zboru in tudi nove kandidate, pa kakšna bo, ko bo seveda izvolitev, si upam trditi, da skozi razumevanje tudi predsednika samega drugega sem prepričan, da bi se dale vsaj na neki segmenti zadeve sigurno izboljšati. To sem prepričan in jaz mislim, da bi seveda si upokojenci na vsak način zaslužili več, to moram reči, ne pa da smo ena najbolj ogroženih skupin sedaj v Sloveniji. Zagotovo pa bi si želeli glas nekoga, ki je upokojenec, kajti tak najbolj razume tudi upokojenca. Točno to se upam. Jaz bi vam rekel za zaključek sedaj to, da samo tisti, ki so prepoznali naše potrebe, zaupajte svoj glas. Naj prevlada razum in odgovornost, to je moje razmišljanje, in zato pravim, vse, kar sem do zdaj povedal, drži, zato volite SDS. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Vem, da ga imate malo in še manj ga bo sedaj v volilni kampanji. Vam, dragi gledalci, pa želim, da nas všečkate
in da ste z nami tudi v naslednjem podcastu Desni mikrofon. Vse, kar sva danes povedala, pa bodo objavili tudi novinarski kolegi na portalu emaribor.si.